Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli v novem Kriptomat Fire podcastu. Odločil sem se, da ga bom imenoval Fire, zato ker sem pred kratkim ugotovil, da Fire pomeni Financial Independence, Retire Early, torej finančna neodvisnost, zgodnja upokojitev. Nisem vedel, da te skupnosti sploh obstajajo. Pred kratkim sem se zavedel, da obstajajo. Danes bom govoril z Jakom Vadnjalom, nekdanjim dekanom GEA College, nekdanjim predsednikom uprave hranilnice Lon in profesorjem sedaj na GEA Collegeu. In tukaj imam dolg sestavek napisan o njegovi karieri oziroma o tvoji karieri, Jaka, od tega, da je doktor ekonomskih znanosti, dolgoleten profesor iz področja podjetništva, ima razumeno tako v akademskem svetu, kot tudi v realnem poslovnem svetu, kar zelo spoštujem. In danes nekako, Jaka, sem jaz tebe povabil v goste, dobrodošel. Hvala za vabilo. Ne veš pa točno, kaj se bo pogovarjala? Ne, nisi mi poslal vprašanj naprej. Ne. Čeprav je moja PR služba to zahtevala, ampak nič, tako da. Nič ne bo. Okay. Se pravi, ideja je, da bomo danes razpravljali o temah, kot so osebne finance, denar, investiranje. A veš, kako je? Jaz sem zdaj, mi da se torej zdaj poznam, bi rekel, nekaj let. 10. Ne, je, že kar. Wow. Blizu. Sploh s kakšnim ljudmi se poznam dolg časa, pa sploh ne vem, koliko časa se poznam. Ne. Sem mislil, da sem jaz star, ampak ti si pa res metuzalem proti mene. Ne. Drži. Še starejši od tebe, ja. Ampak stari roker, tisto na težlahna, ta dobra generacija. Ne. Tako. In zdaj, a veš, moja želja nekako se naučiti, na kratko, naučiti o denarju, naučiti o osebnih financah, naučiti o investiranju. Zakaj pa zdaj to, kar tebe kar naenkrat zanima? So mi vprašali tudi kakšni drugi gosti, kaj se sploh pogovarjamo. Jaz, kot veš, sem nekaj let nazaj začel storitev Kriptomat. Moja podjetniška pot je bila vedno taka, da sem ponavadi reševal probleme in sem zaradi tega, ker sem reševal probleme, dostavil na nek način dodano vrednost, zmanjšal sem ponavadi število korakov, ki so potrebni, da se neka zadeva izpelje, in tukaj sem jaz vedno v bistvu delal added value, dodano vrednost. In to sem jaz znal. Na takšen način, se pravi, jaz sem znal narediti denar, znam narediti denar z skillsetom, z izkušnjami, z znanjem, ki ga imam, iz marketinga, podjetništva, inženiringa in tako dalje. Ampak potem pa sem zdaj v startu, se pravi, smo potem naredili Kriptomat in ljudje so začeli kupovati Bitcoin. Potem smo mi to storitev naprej razvijali, pa smo dodali različne kriptovalute, pa smo dodali različne možnosti investiranja na platformi. To niti nima veze. Bolj je poanta to, da sem jaz nekaj let nazaj začel, ker sem seveda investiral tudi v kripto, sem s časom ugotovil, čakaj malo, ta nek moj denar nekaj lahko za mene naredi. Tukaj se zdaj ne pogovarjamo o nekih neverjetnih donosih ali pa sploh o tem, ampak samo o konceptu, da denar nekaj naredi za mene. In potem ker sem se začel mičken za to bolj zanimati, sem mičken zapraskal, sem rekel, kaj pa kakšne delnice, kaj pa kakšni ETF-i, veš, kaj pa mogoče kakšen zlato, kaj tako, ne. In sem v te zadeve mičken začel tako investirati, zdaj ne govorim o nekih bajnih vsotah, ampak govorim konceptualno, da sem nekaj vložil in sem videl, in zdaj od tega je zdaj že nekaj leta, veš, in videl sem pač neke plodove tega. In sem rekel, počakaj malo, ta denar lahko nekaj dela za mene. To se mi zdi fantazija. Kako bi pa jaz to, in kako bi jaz še več tega dosegel? Kako pa jaz lahko v bistvu še več zaslužim? Ker primarno jaz, ko sem delal Kriptomat, nisem delal z namenom, da bom zaslužil iz kripta, ampak sem delal z namenom, da bom zadovoljil potrebo, torej dostop do Bitcoina. Ta problem je, ko sem ga enkrat razrešil, sem pa zdaj, o financah se začel spraševati. To je bila nekako en povod, da sem začel potem razmišljati, obstaja nek sistem za ustvarjanje osebnega premoženja. A veš, tako kot fitness, če delaš nekaj, ali pa prehrana, če delaš po nekih korakih, bo nek rezultat na koncu dosežen. In sem začel razmišljati, pa čakaj malo, sigurno mora biti tudi v financah nek modus operandi, nek način delovanja, ki te pripelje večinoma do boljših outcomov oziroma rezultatov kot neka druga dejanja. In zdaj, ko sem bil mlajši, veš, mi smo v glavnem za alkohol, za žur, za take stvari zabijali denar,
Nič nismo neki se pogovarjali o investiranju. A ne. Tako da, zato sem te povabil, ker bi se o tej temi rad nekako pogovarjal. Ok, z veseljem. Jaz bi že zdaj lahko, glede na to, da sem profesor 1 uro govoril, dajal feedback na to, kar si rekel. Tako da lahko. Rajš ne, no. Lahko pa me kaj vprašaš. Ne? Ja, no, ok, pa the best. Meni v bistvu zdi mogoče, za začetek za gledalce, ki te še ne poznajo, ali lahko mogoče sam še svojo pot nekako poveš, ali pa tvoje razumevanje, tvoje dojemanje financ. Kako to, da si šel v bistvu ti tudi v svet financa? Recimo mene osebno je naprimer najbolj zanimala telovadba in matematika v srednji šoli. To sta bila moja dva najljubša predmeta. Za tega me je potem v nadaljevanju zanimal inženiring. Kako si ti prišel recimo do financ? Torej, mene je zanimalo podjetništvo. Malo sem tudi iz take familije doma in to neki videti priložnost, neki pač rešiti nek problem, podobno tako, kot si ti rekel, in narediti neko dodano vrednost, ki se seveda pozna v nekem pozitivnem izkupičku na strani denarja. Se pravi, da nekaj zaračunaš in da to, kar zaračunaš, da je več, kot si imel s tem stroškov. In tukaj pravzaprav aritmetika zelo preprosta. Potem je pa tako naneslo, da sem to svojo, da reč, visokošolsko kariero začel na GEA Collegeu. GEA College je bila prva zasebna visokošolska inštitucija v Sloveniji. To je bil pravzaprav podjetniški projekt in takrat smo mi, moram reči, da sem ponosen, da sem bil nekako v drugi ekipi, v tej prvi sta bila 2, pol nas je bilo pa malo več, ker smo na nek način bili game breakerji v tej poslovni izobrazbi, ki je šla stran od tradicionalističnega predavanja ekonomije, ki so ga tradicionalne fakultete pravzaprav počele, ki je bila bolj makro usmerjena. Ste bolj disruptori tedanjega sistema. Na nek način da, ne? In štartali smo pa pravzaprav z precej jasno opredeljeno ciljno skupino, ki je bil nek sektor tehle obrtnikov, malih podjetij, to so bila 90. leta, prvi val podjetništva in tako naprej, kjer so ljudje potrebovali znanja zato, da so, bi rekel, začeli pravzaprav upravljati s tem svojim biznisom, ki so ga začeli kot neko priložnost, ker so videli, niša na trgu, nekaj bom začel delati. Ne. Marsikdo je iz prejšnjega podjetja, kjer je delal, pograbil nek program, pa ga je začel razvijati. Tega je bilo takrat ogromno, ne. In to je bilo obdobje pravzaprav razpada pač bivše države, ki je imela ene take, bi rekel, posebnosti, ki so dale neko lekcijo tudi recimo naši generaciji, govorimo o inflaciji recimo, ne, s katero smo se takrat, bi rekel, na raznih neorganiziranih sivih trgih znali zelo dobro spopasti, govorimo o handlanju z nemškimi markami. Ne, kjer se je dal videti, kako se trg pravzaprav vzpostavi, če je pravo povpraševanje in ponudba, ne glede na to, če ga ti še tako prepoveduješ in celo zatiraš in tako naprej. Trg je tisti, ki pravzaprav omogoča, da se neka storitev, nek produkt zares razvije. Ne? Nekdo mora potem povpraševati, nekdo mora to kupiti. No, v glavnem, da skrajšam zgodbo, k nam je ustanoviteljsko, to se pravi kapitalsko, vstopil takrat KD Group, ki je bila, bi rekel, v nastanku, kasneje v enem obdobju najmočnejša finančna skupina, zavarovalnica, banka, začeli so pa seveda s privatizacijo in s pooblaščeno investicijsko družbo. In potem smo bili tam pač tako mala ena ekipa in jaz sem pač bil povabljen, sem pa tje v kakšno pametovanje, če tako reče, kako bi to naredili, ta sklad, on sklad, in sem pa pravzaprav bolj kot nekdo, ki je podjetniške ideje tja nosil v sistem, kakšne produkte naštimati, potem prišel pravzaprav do finance. Ne. S tem, da finance je mogoče tle celo mal ni čist ustrezen izraz. Jaz sem bolj všeč, sploh če v angleščini govorijo assets, ne, asset management, ne, se pravi, asset je neko premoženje, ne, in ker denar sam po sebi v bistvu nič ne dela zate, ne, dela zelo malo, ampak moraš ta denar, v angleščini se reče employ your money, ne, se pravi ga zaposliti, da ti nekaj dela. Zdaj, kam ga zaposliš, ne, je pa seveda odvisno od tega, kakšni so tvoji naložbeni cilji. Te naložbeni cilji so pa seveda odvisni, kje ti v svojem life cyclu si.
kot 20-letnega te zanimajo čist druge stvari kot 50-letnega ali pa ne vem 70-letnega. Imaš različne potrebe, različna tveganja tudi, ki jih moraš vse skozi ta asset management pravzaprav regulirati. In v bistvu, kaj je dobro in kaj ni dobro, to ni enoznačno vprašanje in enoznačen odgovor, da boš rekel, zdaj pa jaz dobro delam. In kripto, ki si ravno v kriptu, je samo en del te zgodbe, bi rekel, cele slike, en asset class za moje pojme, ki pa ima ene zelo zanimive posebnosti, iz katerih se pravzaprav lahko zelo dobro naučimo logike nekega naložbeništva, ki si ravno omenil delnice. Hvala. V bistvu si mi povedal še več, kot sem pričakoval. Dobre si mi istočnice dal za naprej. Lej, ena stvar, ki mi je takoj padla, ko sem te hotel pohecati, veš tiste, kdor uči, se pravi, kdor ne zna uči, kdor zna je podjetnik, kdor zna naredi. Tako. Je nekaj na tem. Kdor ne zna, je pa svetovalec. No, ampak omenil si tako, dost je ljudi prišlo v podjetništvo iz nekega prejšnjega sistema in zaradi podjetništva so začeli delati neke presežke. In potem je bila logična naslednja stopnja, kam s temi presežki, kako upravljati to. In z večjimi gosti sem se do zdaj pogovarjal, tudi si omenil našo bivšo državo. Jaz sem bil takrat še pač otrok, ampak je bil naš sistem precej drugačen od sistemov na zahodu in jaz sem dostikrat vlekel paralelo z prvim stock exchangem na Nizozemskem, ki je bil nekaj 100 let nazaj že ustvarjen in vlekel potem paralelo z našimi vzhodnimi sistemi, ki so bili večinoma komunistični sistemi, kjer je bilo vse, da rečemo, od države in te zadeve niso obstajale. In mi zdaj kot vzhodnoevropejci za tem zaostajamo, ne samo za tehnologijo in zakonodajo in temi zadevami, ampak verjetno tudi predvsej zdaj dojemamo v mindsetu. In zdi se mi, da bolj ko greš na vzhod, bolj je to, ljudje denar dojemajo kot to je stvar, ki jo ti dobiš, to je nekako potem investiraš enkrat, pa neke milijone, kamione zaslužiš, medtem ko na zahodu je ta dojemanje veliko bolj zrelo in ljudje vejo, da prvo moraš imeti recimo neke finančne svetovalce, drugo pa v bistvu, da ni nič iz danes na jutri, temveč oni generalno svoje življenje nastavijo na takšen način oziroma svoje izdatke na takšen način, da lahko cel čas investirajo, nalagajo. Verjetno je razlog v tem, ker oni niso nikoli imeli, razlogi so verjetno marsikje, tudi v končni fazi, ne vem, če me razlogi toliko interesirajo. Mi imamo recimo pokojninske sklade in smo zaupali državi, da za nas poskrbi na starost, medtem ko oni pa niso verjetno imeli česar in so bili primorani že prej to začeti delati. Kako ti gledaš recimo na to razliko v dojemanju financ, denarja, nekako vzhod, zahod? Imaš kakšne izkušnje iz zahoda oziroma kako ti to vidiš? Torej, mogoče prva... Neč rekel, da je dobro vprašanje. Odlično vprašanje. To hvala. No, mislim, če hvala lepa, profesor. Mene so naučili, da če rečeš super vprašanje, da s tem pridobivaš čas, ker slušaš, kaj bi jaz to odgovoril pravzaprav. Jaz pa seveda vedno imam odgovore, tako da bom drugič še pohvalil. Jaz moram iti kdaj v to PR šolo, nisem Sej prav. Jaz bi rekel, da ta nekdani, dajmo reči, vzhodni sistem, ki je imel drugačen politični predznak, da bomo tako reči, da ga ne bomo poimenovali, ker bi potem kdo dlako cepil, kako se mu je reklo. Okay. Je jaz sem še premlad, ne meni govoriti, jaz ne vem, jaz sem bil še otrok. Za nek osnoven welfare state je poskrbel. Torej, hodili smo v šole, imeli smo neko social health care security, to je bil del sistema in bili smo relativno varni, ker je bilo veliko te vojske, policije in tako naprej, kriminala je bilo malo. In smo to pogledno živeli v enem takem relativno, bi rekel, udobnem, z vidika teh primarnih potreb v enem takem relativno udobnem sistemu. Kapitalizem seveda predpostavlja
da vsak poskrbi zase, no, bom tako lepo rekel, bom rekel malo bolj grdo, ne, da gledaš predvsem za svojo rit, ne, da seveda kot del družbenega konsenza jasno prispevaš nekaj skozi davke, skozi nek sistem, ne vem, socialnega, zdravstvenega zavarovanja, tudi za tiste, ki morda niso tako uspešni na trgu, ne, da je neka solidarnost, neka uravnilovka in tako naprej. To je stvar družbenega konsenza. Ne. Mi imamo v Evropi države, ki so pravzaprav zelo socialne, pa imajo kapitalizem že dolgo. Ne. To je stvar tega vprašanja. Tukaj referiraš kakšno Dansko. Ja, tudi Nemčija je recimo zelo socialna država. Tale Skandinavija, tako precej pač sindikalno, mislim, tradicionalno. Što si v tem, ne? Kaj si ti srle želiš? Ne? A boš plačal, če tako figurativno rečem, še za sosedovega mulca, da bo on hodil v šolo, ker ti bolj zaslužiš od njegovega fotra, ki pač ni podjeten, ki se pač v življenju ni znal obrniti, ali boš raje videl, da se ta mulc bo drop out že po 4 letih, pa bo končal bohe kje, pa na koncu tvoje otroke tepu. Mislim, to so zdaj hardcore primerjave, ampak gre za to, v kakšni družbi si želimo živeti. A si želimo večjega razslojevanja, a želimo, da tisti, ki jaz upam, da bomo prvnih na ta varni strani, da bomo morali biti nekje zaprti ali kako, ali želimo družbo, ki bo bolj enotna in bo zaradi tega tudi manj jeze tistih, ki pač enostavno niso prišli zraven zaradi takih ali drugačnih razlogov. Ne. In recimo taka neoliberalna družba značilna je recimo pač ZDA. Ne. Tam je še vedno, ne vem, 40 milijonov ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. Tam je toliko unih inštitucij, kjer te za silo pokrpajo, če prideš na vrsto, če se ti kaj zgodi, pa tega zavarovanja nimaš. Ne? Ampak če pa niso zvezde, bi rekel, naklonjene, te pa tudi v jarku pustijo umreti, ker pač nisi nikjer plačal. Ne? Jaz mislim, da tle, bi rekel, ta naš, dajmo reči, srednjeevropski prostor je precej tradicionalno nagnjen k enemu takmu, dajmo reči, solidarnosti in da nas to generalno, bom rekel, vedno seveda jamremo preveč davkov, pa država je potratna, pa tako naprej. Ampak mislim, da če bi zdaj šli, ne vem, na referendum glasovati, pa tako naprej, bi kar bili za to, da ta sistem, se pravi, ki je bolj podoben te starmu, kot je v neki neoliberalni družbi, da bi ga želeli pravzaprav obdržati. Ne. No, zdaj, to je ta stvar. Daj poveš zdaj gor vlogo denarja? Vloga denarja je tako, ne. Oziroma dojemanje denarja. Ja. Zdaj, ko sem rekel denar, pri nas imamo obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. To je bolj kot ne v vsej Evropi tako. Ne. Pomeni, ljudje reče, ja, tam delam pa dobim jurja, ti kot delodajalec veš, da te to stane 2 jurja. Razlika je seveda denar, ki tudi tako ali drugače Čakaj, en zvonc imamo. Jaz. Se ne čudijo. Sorry, pa sem mislil, da sem ugasnil. Ne čudijo, to prije. To je, dame in gospodje, vidite, da se snemajo že, nič ne bomo to editirali, to bo kar ostalo. Žena klicala, verjete, nehči. Ne. No, ok, nekdo je druge klical, ne bomo povedali. To je denar, ki bi ga morda v Ameriki ali pa kakšnem drugem bolj neoliberalnem sistemu ta isti prejemnik takega je zaslužil dobil, pa bi ga bodi si zagonil, bodi si sam nekam investiral z enim ali pa drugim ali pa tretjim planom, mogoče bi tudi on sam si plačal neko zdravstveno zavarovanje in tako naprej. In tega pravzaprav, da dodano vrednost, ki jo kot posamezniki ustvarimo, pravzaprav zaradi sistema, kakšen je, gre nekam drugam, ampak za naše dobro. Pustimo zdaj, če temu sistemu zaupamo, da je učinkovit, ampak gre za naše dobro, tega nekako, bi rekel, ne dojemamo. To je pa zato, ker nas je pa, po mojem, moja teza, ker nas je ta star sistem, pa dejansko to, kar si omenil, naučil pravzaprav, da s tistim, kar imamo v žepu,
pa belket ne, imamo to za zagon, ker ni bilo pravih asset klasov, v katere bi investirali, razen nepremičnin, in od tukaj bi jaz rekel, je naša neverjetna ljubezen do nepremičnin. Tudi še danes, ko debatiramo o investiranju, ne, ko ljudje presežke keša, zdaj imamo recimo parkirajo v nepremičninah. Ja, zdaj imamo recimo 2 ta velika projekta v Ljubljani, ne, s pregrešno dragimi stanovanji. Mislim, to so javni podatki, praktično nič ni bilo, nič ni pod hipoteko, kar pomeni, da so to ljudje kupili za cash, ne z bančnimi krediti, da so ljudje ta denar imeli, torej naložbeno kupujejo, in ta, bi rekel, naložba, se pravi ekvivalent tega denarja, če sem že prej lahko cepil, bi kje drugje z nekim portfeljem, mal delnice, mal zlato, mal kripto, mal ne vem kaj, delal za njih zagotovo boljše kot stanovanje, ki so ga kupili za oddajanje. In zdaj kar še to bi navezal, kar smo se v prejšnjem sistemu naučili z vidika tega, da še eno besedo uporabil, gospodarjanja, je bila zaščita pred inflacijo. Mi smo inflacijo imeli v zadnjih dneh, bivše Juge je bila, mislim pa v zadnjih mesecih, na koncu mislim, da je bilo 50% na mesec. Potem je legendarni Ante Markovič, tisti še top liste nadrealiste, sem imel štos, marka 7 dinara, ima nema teorije. Kje si bil, kaj si počel zadnji 2 leti v Frankfurtu? Tako. Ampak je drugače rekel. Ja, tako. Ampak to je bila zaščita pred inflacijo, s katero smo se krasno znašli, sem prej že omenil, vzpostavil se je imel Đure direkt, ja, tako, točno tako. Pa Nele. Tako. No, ampak recimo jaz se spomnim, moja prva služba je bila v SCT-ju, stara tradicionalna fabrika. Mi smo dobili plače, smo šli čez cesto v NLB dvigant in pri vratarju, ki je pač tam rampo dvigal, pa to je bila borza deviz. Večinoma so bile marke, neki tudi šilingi, švicari in tako naprej. In si pred zameno plačo. In pa si prvno, se pravi, trg je bil tako dober, tako likviden, pa si pa po 10 mark na dan menil, kolikor si rabil za tekočo porabo, in si se s tem zavaroval pred inflacijo. In ja, nepremičnina, glede na to, da grejo kao vrednosti gor, pa to je najbrž relativno dobra zaščita pred inflacijo, ampak to je samo en del zgodbe, zakaj ti v neke asete nalagaš, ker vsak denar pa ima v nekih normalnih gospodarskih razmerah, vsaka valuta ima inflacijo. In je prav, da jo ima, ker drugače bi vsi na tistem denarju čičali, denar pa mora, bi rekel, biti v pogonu. Ti kar danes tako lepo govoriš, da me kar naprej prehitevaš, pa tukaj enih misli, ampak ena zadeva je zagotovo tudi inflacija, ki sem te hotel vprašati, ker v bistvu me zanima, kaj to sploh je. In različni gosti mi različne informacije dajo. Ampak zdaj tako, en sistem je vplival na ljudi, absolutno drug sistem je vplival na ljudi na nek drug način. Kako je to rezultiralo v različni finančni pismenosti? Generalno bi rekel, da populacija ni toliko finančno pismena in zdaj, jaz vem, da te sistemi so bili, ampak jaz jih ne bom spremenil. So takšni, kot so. In zdaj jaz sem nekako na misiji, da najdem, kako nek navaden smrtnik najbolj ravna in da doseže najboljše outcome v tej džungli, ki danes obstaja, v tem gozdu, v tem ekosistemu. No, ampak se pravi, konkretno te sprašujem, kako gledaš na finančno pismenost? Bil si tudi tam, bom rekel, kot predsednik uprave na hranilnici Lona, se pravi, vi ste servirali neke navadne občane, oziroma se verjetno tudi podjetje in tako dalje, ampak ne vem, zdaj se bo zdaj banka spraševala, kakšen nivo znanja briga, oziroma hranilnica briga njih mogoče, Mogoče te finteki novi jih bolj interesira uporabniška izkušnja, pa nekaj mogoče se malenkost dotika tega. Ampak še vsem to ni neko finančna pismenost, je bolj transakcija od A do B, večinoma se dogaja. Kako gledaš ti na to finančno pismenost? Jaz ocenjujem, da je izredno recimo majhna, ampak kako, ti imaš ogromen teh izkušenj. A je ta finančna pismenost zrasla že, pa je danes tako na sami ravni, ali je že cel čas zares takšna, kot je nekako danes. Zakaj to pravim? Zato, ker kadarkoli rečeš, razen če ne rečeš investiranje v nepremičnine, če katerokoli drugi investicijo omeniš, razen in nepremičnine, se bo našel nekdo, ki bo rekel prevara, nateg, ne vem kaj.
In jaz mislim, da je to iz razloga, ker ljudje ne razumejo ali pa ker se absolutno napačno lotijo tega. Daj mi malo govor, prosim, o finančni pismenosti, kot ti to dojemaš. Ja, strinjal bi se, da je finančna pismenost v splošnem še vedno relativno nizka, žal. Zdaj, kot pač si ravno omenil banko, smo imeli tam nekaj ne tako starih ljudi, ki so prišli enkrat na mesec, recimo pa tako periodično, prešteti svoj denar, ki so ga imeli pri nas. To je bilo dobesedno tako, da je gospa dvignila denar, tam je imela eno tako čumna, to je bila na voljo za, kako bi rekel, diskretne pogovore ali pa za individualno neko razmislek. Je gospa preštela denara, če je še vse tam, tako, ker je imela ona v svoji beležki napisan, pa je to položila nazaj. Se pravi, njega ekstremen primer, pa takih ni bilo malo. Ona je verjela, da je njen denar nekje v eni škatlici izpravljen in je samo preštela, če kdo kaj ven ne pobira. Se pravi, to, da je cela zadeva pravzaprav ena vreča, da gre noter in ven in tako naprej. Že recimo tega ljudje ne dojemajo, kaj pravzaprav banka počne. In da banka ni tista, ki v celem tem, dajmo reči, premoženjskem portfelju v splošnem ni tista, ki bi zagotavljala donose. Banka ti zagotavlja neko hrambo denarja, da ga nimaš doma. Banka ti zagotavlja likvidnost, da imaš do tega denarja ves čas dostop. In banka, če se lotiš nekega naložbeništva, pa si prekratek, ti zagotavlja kredite. Depoziti pri bankah niso nikdar bili donos. Bili so kvečjemu relativno dobra varovalka pred inflacijo. Se pravi, če imam jaz kot posameznik ambicije po donosu, donos pa je nekaj, kar se pravi, kot si prej rekel, da denar dela zame, bodi si kratkoročno ali pa dolgoročno, recimo penzija je en tak značilen primer, ko bi moral človek nekaj varčevati, pa tisto plajati, zato da pol enkrat, ko njegovi prihodki ne bojo več taki, kot so zdaj, ko smo, bi rekel, na vrhuncu aktivne dobe, da bi pač potem iz unga črpal. No in tega banka, bi rekel, tega banka ne more zagotoviti. In če sem prej omenil uno gospo, pa tudi doživel gospode v najboljših letih, ki so rekli, koliko daš obresti na depozit, pa sem jaz rekel, ne vem, 3, pa sem rekel, meni skladi delajo za 5, seveda ti skladi delajo, tudi za 7 delajo skladi, tudi za 12 delajo kakšni skladi, sam moraš vedeti, da unih skladi, ki delajo 12, delajo lahko tudi minus 12, ali pa minus 30. Ali pa minus 30, pri meni imaš pa teh 3 za ziher. Dobro, pustimo zdaj, da je še inflacija, 3 pa nimaš nič, ampak to imaš za ziher in tokle ti dam. Zakaj? Ker nič ne tvegaš, ker sploh kot fizična oseba je sistem naštiman tako, da ti do 100.000 evrov jamči nek sklad je tam, pač v katerega se banke vplačujejo, da če bi banka slučajno padla, je do 100.000 evrov, se pravi vloge, depoziti in take stvari, je poskrbljeno, da jih ljudje, fizične osebe, podjetje je druga zgodba, dobijo nazaj. In to nimaš kaj, se pravzaprav, zdaj, če imaš pa 200.000, je pa seveda evrov keša, ki bi ga želel imeti na banki, se je pa takoj za naučiti načelo razpršenosti, zelo pomembno, ne mej vseh jajc v eni košari, sprav ne znaš na 2 banki, pa imaš na vsaki banki po 100.000 te garancije. Ampak to je tisto, kar je trotl ziher, ti ne moreš brez tveganja pričakovati donosa. In stari slovenski pregovor, kdor riskira, ta profitira, seveda nekaj moraš riskirati, da boš profitiral. In skladi so bolj rizična naložba, bolj donosna, seveda pa tudi na drugi strani lahko prinesejo tudi izgube. In zato sklade, če govorimo res o preprostih zadevah, sklade nikoli, vsi njihovi promocijski materiali so vedno naravnani tako, da rečejo, glejte, zadnje leto smo delali toliko, zadnje 2 leti smo delali toliko, mi smo frajeri, mi znamo delati. Ampak nobene garancije, da bomo drug let tudi to delali. Pretekli donosi ponavadi nikoli niso indikator bodočih. Gre za reference, se pravi tudi v tem obdobju, ko so oni delali, ne vem, plus 5 na let, je kakšen del izgubo. Mislim, ker to pač tako je.
da pri borznih, ne, borze so se dotaknila, borza sama po sebi ne ustvarja dodane vrednosti. Ne. Borza je en dobi, en zgubi. Ne. Razen, ko gre zadeva na dolgi rok, potem je ta suma, bi rekel, vseh plusov in minusov gre gor, kakor grejo borzni tečaji gor. Ko zgrmijo, ne, pol v povprečju vsi zgubijo. So net negativni, ko pa Tako, dobijo, ne. so pa net pozitivni. Kakšen dobi, dolgoročno, a ne, okej. večinoma pa zgubijo. A ne. Zato borza nima dodane vrednosti, dodano vrednost so pa oni, ki to posredujejo, ki to organizirajo in tako naprej. In v finančni industriji, če tako rečemo, ne, so denar naredili ne tisti, ki so investirali, ampak posredniki, ne, tisti, ki so delali. Tisti, ki so delali lopate, ne tisti, ki so kopali za to. Tako ne, ker tle je pač, bi rekel, značilnost katerega koli posredovanja v nakupu in prodaji assetov katerih koli, je, da ti, in te dobro veš, ne, saj pač pri vas je isto, ti ali se kupuje ali se prodaja, važno je, da je veliko dogajanja. Točno to. Se jaz, ko sem to delal, lej. Dobiš provizijo, a ne? Lej, vice, da Kako si se že profesor, kako rad poveš stvari, a ne? Ja, da se pogovarja človek, jaz pa tukaj še niti na polovici nisem. Ok, za vse tiste, ki imate na 100.000 evrov na vaših računih, veste, da lahko kot posamezniki to razdelite na več bančnih računov. In, Celo priporočamo to. En dober nasvet smo zdaj že dobili in na ta način lahko zaščitite ta kapital pred nekimi Če banka kolapsira. Če banka kolapsira. No, ampak, a veš, jaz cel čas hočem nekako te pelati okrog te finančne nepismenosti, zdaj pa dotikala so se tega, ne. Jaz, zdaj se potem jaz sprašujem, ne, kako bom jaz dosegel se pravi, mene zanima prehod iz stanja nefinančne pismenosti v prehod finančne pismenosti. Zdaj, lej, tako, nisem glup, razumem sem matematiko, razumem sem inženiring, marsikaj okrog bajte znam narediti. A veš, tako, recimo, da sem splošno razgledana, ne? Ne bi smel biti to nekaj ultra težko se naučiti. Kot vsako stvar, ki se naučim voziti avto, verjetno bi moral biti sposoben se naučiti osnovno razumeti finance, ampak tega tečaja noben ne naredi. Tako da to je zdaj nekak zadeva, ki bi jo jaz rad ustvaril, tečaj, ker rečem tečaj, nič nočem prodajati. Hočem, bi rekel, predstaviti, hočem od ljudi, kot si ti, dobiti informacije in sčasoma potem predstaviti nek okvir, ki ga ti lahko upoštevaš. Zdaj pa, ta okvir, ki ga jaz vidim, nekako delim na 3 dele. Vsak smo se v bistvu že dotikali. Delim ga na denar, torej znanje o denarju, kaj je denar, odkot izvira, odkot sploh banke, kaj sploh banke počnejo, neki si se tega že dotikal. Potem nekaj različnih ekonomskih sistemov oziroma governing oziroma sistemov upravljanja, davki ter inflacija, še ena tema, ki me zelo zanima, ker ne razumem inflacije. Potem naslednji steber bi bile osebne finance, v smislu, da oseba pač se mora naučiti o osebnih financah, sploh razumeti svoje osebno finančno stanje, ker se mi zdi, da tukaj tiči zajec, tako ogromno ljudeh sploh ne vejo, ne kakšni so prihodki, ne kakšni so izdatki. No in generalno teh ali pa potem pa je naslednja zadeva, da živijo bolj razkošno, kot si to sicer lahko privoščijo, glede na svoje prejemke. Zdaj pa, zdi se mi, da je potrebno evangelirati to, da ljudje živijo pod svojimi da imajo izdatke pod svojimi prihodki, vsaj kakšen procent, pol procenta, niti nima veze, koliko, 5 evrov, 10, vseeno, iz razloga, da kreirajo navado, oziroma da si ustvarijo nek buffer, neko zalogico, zato da jo lahko v izjemnih for rainy days for rainy days, oziroma za nekaj, po domač, ki ti crkne ne pralni stroj, ali pa karkoli, kar ne pričakuješ, ali pa gume, neki treba, ali pa avto se nekdo, karkoli že. Tretja tema, to na drugem listu, je pa investiranje. Potem, ko sem enkrat spravil svoje osebne finance v red, je pa potem šele potem je čas, da jaz karkoli začnem investirati. Na ta način se pravi, imam znesek, ki ga lahko investiram, in zdaj tukaj potem, glede na mojo starost, seveda lahko bolj oziroma manj riskiram, oziroma odvisno, kaj ta cilj je. In zdi se mi, da to bi morali biti nekako 3 predmeti, ki bi mi morali učiti. Zdaj pa na investiranju sve, kako to početi kot začetnik, različne strategije, mogoče DCA in tako dalje, kakorkoli, niti ni pomembno. Ampak to je en tak sistem, kot ga jaz vidim. In lej, ti si profesor, ti sicer ljudi učiš podjetništva, ne uči, čeprav v podjetništvu je del tudi neke finančne pismenosti, čeprav spet ne
odvisno. Ne? Jaz sem podjetnik že dolgo, pa nisem teh znanj v preteklosti imel. Ne? Kako ti vidiš, kaj bi bilo najbolj narediti, oziroma kakšna didaktična sredstva, oziroma kakšen pristop bi to moral biti, da bi v bistvu ljudi ali pa kakšni predmeti bi morali biti, da bi iz nefinančne v finančno pismenost prišli? Hudič je, to je bilo že torej predmeti na to temo. Oprostite, ne da se. Prav, da se hudič, ne? Ja, hudič je. Namreč obstaja ena človeška lastnost, ki je zelo pomembna in to, bi rekel, vse te koncepte pokvari, in to je pohlep. Ne? How greedy you are. Je temeljno vprašanje, ker zato, da si ti uspešen, tudi kot podjetnik, majčken greedy ne moreš biti. Vse zato, da kot homo sapiens preživiš, imaš ugrajen verjetno pohlep. Tako, ne? In tudi to je seveda, da ubiješ nasprotnika zato, da boš pač in tako, ne? Zdaj, človeška vrsta je to bojda ta pohlep kot nekaj, to čustvo ali kaj, začela razvijati bolj intenzivno, ko se je začelo trgovati. Ne? In so začeli kopičiti več, kot so potrebovali. Ne? Ker se je s tem, ne vem, čas je začel družbeni status pravzaprav ustvarjati, kupovati. Ne vem, to je težko pojasniti, ker je bilo to že tisočletja nazaj, pa nimamo teh zabeležk. No in ta greedy, ne, se pravi pohlep, ne, je nekaj, kar te pelje v neracionalnost in te to pelje zelo hitro. Ne. In pravzaprav en velik del te finančne pismenosti bi bila neka vaja, kakšna bi bila, to morajo psihologi povedati, kako brzdati svoj pohlep. Ne. Lahko povem eno zgodbo iz mladosti. Moja mati je... Davnega leta. 3 pike, a ne? Bili so gostilničari so bili, ne? In ona nikoli ni hotela igrati kart, ker je gledala v gostilnik, kako so šle krave, konji, cele kmetije, ker so kartali za denar, pa pač položil gor celo kmetijo in tako. Mislim na harto, ne? In jaz sem šel, bil sem star 24 let, z eno ekipo smo šli v Ameriko in smo zalutali v Atlantic City, to je bilo leta 88, če se prav spomnim, in v igralnico. To je bilo nekaj, kar je bil najhujša perverzija kapitalizma, kamor mi smo imeli igralnice v Portorožu, pa tako, ampak mi nismo smeli notriti. Jaz sem, tako boga boječ, sem se odločil, $1 bom zagonil v igralnici, da vidim ta feeling. Ne? In sem šel na uno mašino, ki se potegne. Slot mašina. Tako, ne. 4 kvoterje in ta tretji kvoter, to je bilo takrat, zdaj vse digitalno, po mojem ni toliko zanimiv, ta tretji kvoter je potegnil $200. Ding, 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 nisem začel špricati. Tako vedro je bilo, to si sam nastavil in vsi, veš, in ploska in free drink in ne vem kaj. Ne. Nagradno vprašanje, koliko sem vam prinesel? -100. Ne, sem se ustavil pri nuli, ne, oziroma ustavil sem se, vem, da je bil $7 je bil plato piva in sem rekel, fantje, $7 sem pustil, da častim pivo. Ostala sem vse zagonil. Se pa spomnim, ja, na nek način. Ne. Spomnim se pa kalkulacije, ko sem rekel, vsak tretji zadane. Imel sem $200 krat 4, se pravi 800 kvoterjev, ne, sem dobil ven. Se pravi, vsak tretji zadane, 800 deljeno s 3 je 267, ne? In potenciraš takoj. Še eno urco, če bi me pustili, jaz bi bil milijonar. Pol urce. V glavnem sem bil vedno zelo racionalno biti, ampak tisti trenutek, lučke, pa to, wow, let's go for it. Ne? Vsa bogaboječnost, vse, kar so mi prej privzgojili, sem v tistem trenutku pozabil. In bi rekel jaz, ne nevarna zgodba, ki jo rad seveda povem, ampak to se ljudem zgodi, ne? Bo, ne vem, zdajle, ne vem, Bitcoina pa te so na hypu, bo ugotovil, da je zaslužil v enem mesecu $30, ne? Naslednji mesec bo vse postrgal in dal vse Bitcoine in bo zgubil
pač 20% od vsega. Ko bo naslednji šel dol? To je ta klasična kriptozgodba, veš. Vem. Sej je bila tudi v kakšnih drugih, sej v delnicah je isto, zato sem prej mogoče že prideva na to. Se pravi, ta pismenost je po mojem v enem velikem delu pravzaprav racionaliziranje. Veš, ta pismenost matematično gledano, to tudi Unij, ki celo življenje trdi, za matematiko pa nisem nikdar bil. Ja, verjemi mi, da to je zelo osnovna aritmetika. Seštevanje, odštevanje, deljenje, množenje, ne rabiš niti potenc, ne rabiš za obrestni račun. Se pravi, to, da ti ohraniš trezno glavo, ko ti gre dobro, da pa ohraniš trezno glavo tudi, ko ugotoviš, da ti ne gre dobro. Recimo ta primer, prevelike potrošnje. Ljudje zapravljajo več, kot zaslužijo. Ja. Skočil na en drug primer. Zakaj se napoved vsake potencialne recesije, to je načeloma downturn gospodarstva, začne s tem, da avtomobilska industrija začne javkati. Vsi imamo avte. Ti rečeš, bi imel nov avto. Neki se pripravlja, rečeš, spet sem hodil reči isto besedo. Če je 20 let star, pa ima 400,000 km, ja, en let pa še bo. Zakaj bi novega kupil? Sem še mal vozil. Ni toliko slabo, da mislim, spele se. In seveda, ko tako razmišlja nekaj 100 milijonov ljudi, se zmanjšajo naročila in tako ne. In to je z vidika racionalnega razmišljanja absolutno prava stvar. Zakaj nov avto? Zakaj ene cunje? A lahko mogoče na mesto, ne vem, dragih počitnic, ne vem kam, rečemo, bomo pa letos, če seveda ugotovimo, da si tega ne moramo privoščiti, bomo pa letos hodili v slovenske hribe, ki so zastonj. Mislim, treba imeti pač gojzarje, pa to pa greš, pa lih tako nekaj doživiš, se ni treba iti tam za 2 jurja po glavi na ne vem kakšne eksotične, če tega nimamo. In to si priznati, kratek sem s kešem, in ljudem se zgodi vse mogoče. Jaz sem bil enkrat v poziciji, pač pustimo zdaj zakaj, je prišel novi direktor in je rekel, lejte, za en let 30% dol plače, drugače bomo crknili. Je dal kdo odpoved? Noben. Ker je ti pošteno povedal. Tako je. Spašavaj se, ko može, smo včasih rekli. Vsi ostali delali en let za 30% nižje plače, smo splavali, pa je šlo počas gora. In jaz verjamem, da je marsikomu težko, da je danes cela družba, bi rekel, zelo potrošniško naravnana. Otroci gledajo svoje sošolce, kakšne iPhone imajo, kaj imajo, ne vem, za eno robo. Mislim, da pravzaprav se da marsikaj preživeti. Spet govorim, zakaj ne, če imaš. Okay. Ampak če nimaš, si pa to treba priznati. Recimo, ne vem, da ljudje vzamejo za dopust kredit. Šlo nekaj takih kreditov. Turistične agencije so se hodile pogovarjati, da bi vi kreditirali naše. Se razumem, da vzameš kredit za stanovanje, za tudi avto, ki se moraš voziti, ne vem kaj, za počitnice. Hribi so zastonj. In to ampak vidiš, to je recimo verjetno v tem sistemu, oprosti, ker ja, sej to, pa ljudje to razumeli, da ne smejo živeti preko meja svojih in da tisti nek bingo, ki se je meni zgodil, da je to pač v eni na milijon možnosti, da bi ga ponovil, da to razumejo, pa bojo tudi tune številke znali pravzaprav sešteti. In če skočim še na podjetništvo, to je tako, ljudje vidijo, pa un. Prebiraš pa poslušaš tele zgodbe raznih uspešnežev. Poleg tega, da so imeli super idejo, da so bili v pravem trenutku na pravem mestu, da se jim je s kapitalom poklopili, ne vem kaj, so pa vsi še delali po 20 ur na dan. Ja, vsaj. Tako. In there's no free lunch. Ta mi je všeč.
there is no free lunch. Vse to, Na koncu plačaš. Kar se tudi medijsko vidi in tako naprej. Ja, na koncu plačaš, oziroma ni tako lepo, kot zgleda. Ne? Veš, lahko gledamo športnike, lega, ne? Enkrat je vrgel, ne vem kva, pa kar zlato kolajno. Ne? To, da je prej 1000-krat vrgel, ne? Vsak dan meče, ki bo dalo, ali ne vem kaj, ne? Tega pač noben ne vidi. Ne? In smo impresionirani nad nekimi zgodbami, ki pač ne vem. Težko je in se mi zdi, da je še zmeraj težje to doseči ob fascinaciji nad nekimi influencerji, ne vem kaj, ne delam nič in mi kapne jurja na dan, zato da sem. Super, ne? Sam koliko je takih? Ok, se pravi. Jaz sem bil vesel, prosti, še eno anekdoto bom povedal. Dede. V Kranju so naredili lani raziskavo med osnovnošolci, kdo bi bil podjetnik. Ne? In to naredijo vsake toliko let. In so bili zadovoljni, ker je ta odstotek teh otrok, ki bi pač bili podjetniki, je bil malo večji, kot en let prej, ali ne vem kdaj so prejšnjič naredili. No in to je v redu, ne? Pa seveda, kaj je pa najbolj zaželjen, bi rekel, ta profil podjetniški, ne? Number one, ne? YouTuber. Easy, influencer, neki to, ne? Številka 2, tam je navdušila. Avtomehanik. Ja. Pomeni, da vendarle je malo upanja, da gremo tudi v ta čas, smo rekli, realni sektor. Tam se ustvarja dodana vrednost. Ja, to je ful zanimiv sektor, sicer in vodovodarstvo, električarstvo, vse te stvari, brez heca. Veš, ker je skozi manj roko, ki znajo narediti. No, ampak glej, da se vrnem nazaj na temo, se pravi, jaz sem spraševal v bistvu, kako od nefinančne pismenosti do finančne pismenosti. Ne? In zdaj, ko recimo gledamo anekdoto, ki si jo prej povedal, recimo, meni bi verjetno v tistem momentu koristil en šamar. Oziroma z drugim besedom, da bi me nekdo streznil, čakaj, kaj s tabo, ni tako, ne dela se to na takšen način. Kdo bi mi naredil nekdo, ki ima izkušnje? Se pravi, recimo moj oče ali pa moj dedek, nekdo, ki je v bistvu šel skozi te zadeve, ne? Zato, ker je on v bistvu sledil nekam svojemu sistemu. To sem si pač par stvari popisal, ne veš, sledim, kaj mi govoriš, ne. In kakšna je recimo moja izkušnja, ne, ali pa ta šamar, zares, ne, v kriptu je bilo tako, ne, govorim zdaj leta nazaj, 6 let nazaj, ne, ti si recimo, ali pa si prišel v neko obdobje, ko stvari v mediji, ko se kripto začne omenjati v medijih in ljudje se nahajpajo in začne kar naenkrat, super, vse raste, in potem se včlanijo v neke klube, kjer so neki trgovalci, ki jim bodo povedali, kako zaslužite denarje, in ti ljudje so presenečeni, njim pa to res dobro gre, ne vejo pa, da so trenutno v ciklusu in gre vse gor in nima veze, kdo bi jim karkoli povedal, vse bi šlo itak gor. No, in potem se zgodi ta pretirana samozavest oziroma še nekaj drugih 5-6 psiholoških mehanizmov, to jih objavljam na kanalu, veš, dosti o tem v bistvu govorimo. In pa še malo, in potem hitro se preinvestira, oziroma ko se reče zainvestira, da rečemo, ne? In to so potem te neke napake, ko ljudje recimo ali dvignejo kredite ali neke zadeve, dobijo nek denar, si ga sposodijo ali pa investirajo pač svoj denar, kot so imeli, ne vem, za, kaj si rekel, tam primer kmetije ali karkoli. Ja. In oni se v bistvu ne grejo investiranja, oni se grejo zares v bistvu loterijo. Zato, ker je njihov mindset, da oni ne razumejo, da denar lahko na nek način v igri, ki danes v današnjem sistemu obstaja, lahko nekaj za njih naredi, če bi delali na nek način. Ker zgodbe, ki jih mogoče naokrog slišijo, je ta loterija, je mogoče neko podjetništvo, ki je tudi bilo že dolgo časa bilo povezano z nekimi prevaranti, pa nekimi temi zdaj mislim, mlajša generacija je dojela, da to v bistvu ni tako, da podjetništvo je v bistvu zelo pomembno, da veliko prinese, veliko davkov, veliko delovnih mest, veliko denarja lahko zasluži, in tudi ta mlajša generacija Gen Z je sposobna veliko bolj zaslužiti kot milenici v svojih letih, v enakih letih, ne. Tako da ja, to sem si jaz popisal, ne? Ker, a veš, kaj si jaz mislim, ne? Po izreku starega, dobrega Superhika ali pa Grunfa iz Alan Forda, boš biti bogat celo življenje, kot reven samo en dan. Tako glupa stavek, ne? In v bistvu je tako, ne? Za podjetništvo, ne, se pravi, spet se mogoče vračam, generiraš neka sredstva ali pa tudi s svojim delom in z manjšimi stroški generiraš
razliko v prihodku in porabi, in potem pa moraš to na nek pravilen način investirati. Kaj pa je zdaj ta pravilen način? Ne? Tukaj verjetno obstaja več različnih šol, več različnih sistemov, in tukaj se potem pojavi tisto, ko si govoril v startu, če si starejši, si bolj tlele na temu delu, oziroma je to nek nabor investicij, ki so zate primerni, glede tudi na cilje, ki jih imaš. Če si pa nekako mlad, pa morda lahko več riskiraš, lahko si tudi prvoščeš v končni fazi tudi vse izgubiti, ker si vse en toliko mlad. Tako da, ja. No, tukaj mogoče še ena stvar. Veliko se govori o investiranju. Jaz mislim, da v tesni povezavi za investiranjem bi morali biti staro dobro šparanje, bom kar za nalašč rekel. Da ti, ja, sej imaš tam svojega Jurija ali pa 5 ali pa 10, pa s tistim nekaj delaš. Ne? Ampak, kakorkoli boš naredil, recimo boš naredil 10%. Super, v enem letu. Ne? Ampak, če boš pa ti poleg teh 10%, ki boš včasih bil izraz obračam, še od tistega, kar boš sproti zaslužil, še 100 evrov zraven dajal, se ti bo pa po enem letu izkazalo, da si Jurija 200 prihranil na mesec, Jurija 200 prihranil iz svojega dela, česarkoli že, kar je tvoja osnovna dejavnost, in da si svoje premoženje namnožil bolj, kakor s tistim, da si se ful ukvarjal s tem, kako boš tiste fičenke neki naložbeni. Se pravi, če želiš, zrno na zrno, veš, imamo one pregovore, če želiš nekaj imeti za pol enkrat, sta obe komponenti važni. In takih, ki imajo kar v štartu dovolj veliko kepo denarja, zato da bojo, ne vem, ti, ki so naredili kao kripto milijone, pa tako naprej, tudi v pravem trenutku je nekaj dal noter, pa verjetno dokupoval mal, pa konec te zgodbe niso zelo, bi rekel, niso reprezentativne za navadne smrtnike te zgodbe. Ja, ampak veš, podobno je pri delnicah. Sej na nek način je mehanizem podoben, s tem, da je torej, če sva pri kripto, jaz bi kripto recimo svetoval vsakmu, ki bi se mal šel špekulativne nakupe. Špekulacija nima, torej pri meni nima negativne konotacije. Ekonomski izraz špekulacija je buy low, sell high. Ugibanje neko, ali kaj je to? Ampak kupaš, ja, v bistvu, stava. A je ugibanje, a je stava, ali tudi zadeve mal poznaš, Ja. da rečeš, ok, Educated guess. zdaj je nekaj na dnu. Recimo, da je bil, Bitcoin, 2 tedna nazaj na nekem lokalnem dnu, ki je padel pod 50 in tako naprej. Zakaj je padel pod 50? Zato, ker so vsi prodajali. Zato, ker laufa čredni nagon pri teh investicijah. No, poznavajoč zgodovino za en let nazaj, manj, par mesecev nazaj, bo pametno rekel, zdajle bom jaz kupil, pa to spet niso nasveti, ampak govorimo o tem, kako so tisti, ki so naredili denar v katerikoli špekulacijah, špekulacije so to, in bom čakal, da bo šlo gor. In ko bo enkrat na, bi rekel, vrhu, ko ga bom jaz ocenil, da je vrh, nikoli ne veš, a bi še en dan počakal in te spet tisti pohlep, dober dela, pametni prodajo par dni pred vrhom, ker po vrhu vsaka naložba lahko hitro pade, zato ker se nekaj zgodi. In kripto ima tle tudi prav to fantastično, po mojem, pedagoško moč, da lahko človek za 100 evrov, kjer tečaj je danes še 100 evrov, za 100 evrov se v enem letu zelo veliko lahko naučiš. In vidi, kaj je naredil v enem letu z 100 evri. Ja, pa tudi, če si vse zgubil, če si naredil, če si bil emocionalen, si v bistvu šel skozi neko edukacijo. Tako, in tle sem omenil, pa bom še enkrat, čredni nagon, blazno pomemben. Da ugotoviš, kaj dela čreda, in tisto, kar dela čreda, te lahko drži nekak mogoče na varni strani, zagotovo te pa ne pripelje do donosov.
Jaz se pravim, tle vidim eno tako prav zato, ne, ker je, to se pravi, kripto ad ena je pocen, zato da se, bi rekel, igračkaš s tem, ne, torej z delnicami se ne moreš, ker ti pač regulirani trg preveč provizij pobere od vsake transakcije, lahko sam to vse delaš, v vsakem trenutku imaš transparentno ponudbo povsod. Kripto je ena taka, bi rekel, simulacija ali pa na nek način edini popoln trg z vidika popolne informiranosti, ker vsak lahko dobi vse informacije. Pri delnicah je tako, da je cena delnice dostakrat odvisna od tega, kaj se v firmi dogaja, so špekulacije o polletni rezultati, če so dobri, potem z insajderskimi informacijami eni kupijo, pa poženejo ceno, pa to je sicer prepovedano. Če je nekaj sprememba na regulaciji, če neki kompetitorji nove prihajajo. Ja, stoji, se pravi, ti lahko z neko industrijsko analizo poznavanja trga nekaj predvidiš, kaj bo, še vedno je špekulacija, ampak tukaj se pa lahko naučiš te matematike, in pismenost je, se pravi, po eni strani nadzorovanje čustev, po drugi strani pa razumevanje osnovnih matematik. Se pravi, da kupiš kaj pocen, in potem tist greješ, dokler je drago, pa da bi realiziral donos, moš pa tist prodati, čakati s Fiatom, če to terminologijo uporabljamo, da bo spet padl, in pa tist Fiat, ki ga greješ, naložiš kam drugam, ampak kupiš spet Bitcoin, ne vem kaj. Kaj so zdaj cikli, ne vem, na pol leta, kako grejo približno, v pol leta na 100 evrov 20-30 evrov narediš. Veš kako je, to je pa zdaj zelo odvisno. Ciklusi so recimo tudi tako, 4-letni ciklusi so načeloma, ki se nekako dogajajo, ampak hoče nešto za... Se podobno prosti je tudi pri delnicah, podobno je pri nepremičninah in tako naprej. Govorim kot en tak, recimo, sem rekel, pocen, relativno nenavaren playground, to enostavno vsak sproba. Točno to. Lej, se to je pa tista, da veš, kaj si rekel, se je ful enostavno, si sam kupaš pocen pa prodaš drago. Zdaj pa tako. Jaz sem, ko sem se obnašal kot trgovalec, sem vedno pogorel, ko sem se obnašal kot investitor, sem vedno plemenitil. In v bistvu je... pridem do tega, da moram imeti vnaprej izdelan načrt, ki ga bom izvedel. In recimo tudi, kar si prej povedal, prodaš drago. V bistvu si jaz nekako zastavim stopnje, na katerih bom začel prodajati. Nikoli ne gledam na zadeve črno-belo, ampak sivo. Torej, ko začnem prodajati, ne bom prodal 100%, ampak bom prodal en delež. Čisto zaradi psihologije, da vem, da nekaj sem vse, tudi če gre vse dol, bom videl, po tej ceni sem vse nekaj dobil. Ampak jaz delam tudi, ko gre nadol, se pravi, ne kupujem vse naenkrat, kupujem počasi, danes nekaj kupam, počakam dan, 2 dni, kaj se je zgodilo, ker ponovno tudi kakšni odboji, gor, dol se dogajajo. Lej, jaz sem to, se pravi, nisem trgoval, za me je samo DCA, konkretno, in jaz mislim, da za večino ljudi je primeren nek DCA ali pa neke kombinacije, jaz imam, zdaj ni namen tega pogovora, promocija mojih lastnih produktov, ampak kakorkoli že, za večino ljudi to, kdaj boš kupil, kdaj boš prodal, jaz mislim, da sploh ni. In pa ne iz kripte ali pa česarkoli, iz kjerkoli naložbenega razreda. Bolj je to, da morajo nekako si v startu narediti investment plan, naložbeni načrt in ga potem v nadaljevanju izvršiti. In zdaj pa še hvala Bogu, pa če imajo pa neko aplikacijo, pa neko storitev, ki jim pomaga, da to naredijo, pa jim pomaga, da tudi se izvrši za njih. Tako. Ampak po mojem ta investment plan moraš pravzaprav se naučiti sam narediti, ne da bi bral in ne vem kako pošlušal. Seveda, ampak sam po mojem izkustveno pridi do tega, da to znaš delati. Ale, jaz bom zajem naredil finančnega svetovalca, ki te bo vprašal vprašanja, na osnovi teh vprašanj in tvojih odgovorov ti bo pač usmeril, v eno smer. Misliš, da je to možno? To je zagotovo možno. Mi imamo recimo v tej industriji, torej skladov, delnic in tako naprej, je tako imenovani MiFID standard, ki temelji na nekih, mislim, da je 7 načelih, ne, ampak 7 profilov. V angleščini se temu reče
risk appetite framework, ne, ki v bistvu ti pomeri, kakšen risk appetite ne ti imaš. Kakšno stopnjo tveganja si pripravljen sprejeti? Ja, ampak tudi v bistvu kakšno stopnjo tveganja si lahko privoščiš glede na tvojo pač celostno situacijo. Ja. Ne? Torej, če si sam in nisi v družini, pač je tvoj apetit lahko za riziko bistveno večji. Če imaš družino in majhne otroke, po domač ne moreš se zajeti. Tako, pa tudi, kako ti to pravzaprav percipiraš v smislu nekih izkušenj. Ne? Vprašalnik, ki to meri, reče, a si že kdaj investiral? Nisem. Torej, nimaš pojma. Ne? In te avtomatično uvršča v nek razred, ki ti potem, se pravi, ti prodajalci teh skladov morajo potem, se pravi, tebi ne sme prodati preveč rizičnega sklada, takega, ki ga ti ne dojemaš. Ne? To je regulativa, ker se je dogajalo, ne vem, 10-15 let nazaj, sploh smo imeli te Turbo, Balkan, BRICS, ne vem kaj te sklade, lani bilo 70%, ne? Ja, je bilo, ne? Ampak tisti, ki v tak sklad investira, ve, da drug let bo minus 70, lahko bo še en let. Ja. Ne? In so nepoučeni ljudje investirali v te sklade. Aha, če je bilo lani 70, no, letos bo pa malo slabše, bo pa še zmeri 60, ne bo, mislim, lahko bo, lahko ne bo. Se pravi, ta, bi rekel, disperzija tveganj ali pa disperzija donosov je pravzaprav tveganje matematično gledano, ki se ga bolj izkušeni vlagatelji pač zavedajo. Ne? In se proti njemu borijo z razpršitvijo. Ne? Nima vsega v eni, ter vseh jajc v eni košari, ampak razprši. Tako da tukaj zagotovo, ne? Tle je bilo zanimivo, recimo spet kot s tem bi naredil družbeno korist, ne? Neko orodje za, ne vem, first kamere na kriptomat, ne? Le stari, ne? Mi smo zainteresirani, da daš 1 milijon. Ampak potem, ker si povedal, začni z jurčkom. Ne? Pa malo probija, ne? Pa se potestiri čez pol leta spet, ne? Kakšen skor si dosegel. Ne? S tem bi šel v bistvu proti nečemu, kar na enem, dajmo reči, sorodnem področju regulacija že dela. Koliko dober te zdela in tako naprej. Ampak preprečuje, da bi ljudje spet pohlep, ne, spet ta beseda, da bi, ko bi videli wow, ne, skakali v neki, česar ne dojemajo, niso sposobni dojemati. Nič hudega, se pač s tem niso ukvarjali. Ali pa, tako, kot si ti pravilno ugotovil, je njihova, ne vem, družinska, osebna, ne vem, kakšna situacija taka, da, ne, če si sam nimaš doma tok in tok ust za futrat, bom že pa v avtu spal, ne, no problem, ne. Ja, no, recimo tako, za najne gledalce v bistvu nekako, ko se pogovarjamo o razpršenosti ali pa ko sem z ostalimi gosti se pogovarjal, veš, nismo govorili samo kripto, ampak smo imeli različne naložbene razrede. Ja. Kripto je bilo samo en delček, ker potem so recimo delnice, mogoče neki skladi, ETF-ji, indeksni, se pravi, nekaj je bilo žlahtnih kovin in pa na nek način, ne vem na kakšen način v nepremičnine, ker tam je za tisto investicijo pa potrebnih res največ kapitala za res. Ne? Da si lahko to prvošiš, pa tudi potem z vidika donosov, jaz ne. Ampak niti pomembno, bolj je poanta v tem, da se razpršite več jajc v različne košare, zato ker potem je lahko ena košara nekaj gore, ne gre dol in kakorkoli, ampak nekako na dolgi rok si ti v bistvu plul skozi to morje nekako. Ne glede na to, če se tukaj nekaj nevihte zgodi, v naladica še naprej te druge 4 plujejo. Ja. To je nek bottom line. Okay, vleš, jaz bi zdaj sam še zadnje vprašanje, nekako, ker se nama ful lepo tole nekako povezuje, ampak bi se vsem vrnil na inflacijo, ker ne morem jaz imeti nekoga, ki je prišel iz bančnega, da rečem, tega sektorja in da ne vprašam o inflaciji. Ne? Zdaj, ko se pogovarjam z temi zagovorniki Bitcoina, ko se pogovarjamo o inflaciji, bodo oni govorili, ne, to se printa se denar, ampak niti se ne printa, ampak se kupuje državne obveznice. Torej, nekdo, ki pa iz tradicionalnega, recimo sem imel prej nekaj, kakšen 2 tedna nazaj, sem pa sedel z Luka Gubom, on je direktor MiFID licencirane borzne hiše in on mi je govoril, ne, to sploh ni tako, veš, to, torej,
inflacija zares nastaja, ker ljudje, oziroma vsaj en od vzrokov je bil to, da ne bom čez krije vere širil, ker ljudje dvigujejo kredite na bankah in takrat se generira nek fiktivni oziroma denar, ki ne obstaja, oziroma na bilanci se zgodi pač dolg do banke in izplačilo k temu komitentu, in to je masa vseh teh nekak kreditov, nekak v bistvu vpliva, da zdaj pa kar naenkrat nominalno več tega denarja na trgu. Kaj je inflacija? Torej, inflacija je v bistvu zanimivo. Inflacija je neki indeks, ki je predpisan, kako se meri. In mi imamo SURS, se reče, se pravi Statistični urad Republike Slovenije, ki ima, reče se temu, košarico nekih produktov, nekih cen in pa izračunane ponderje, koliko neka cena neke dobrine pač je pomembna v povprečnemu, gleda se gospodinjstvo kot, bi rekel, enoto sprejemanja nakupnih odločitev. In potem te cene pač nekaj seštejo, zmnožijo in rečejo, inflacija je toliko, in inflacija v splošnem pomeni, da so se stvari podražile. Je pa to samo en izračun. In tvoja inflacija je drugačna kot moja inflacija, ker ne trošiva enakih dobrin. Se pravi, če bi rekel kontra, kupna lahko moč, ti mene izključiš iz te inflacije? Jaz nočem imeti inflacije. Torej, ne. Inflacijo ti imaš zato, ker pač kupuješ po cenah. Zakaj se je pa podražil? Kakršne so. Torej, inflacija v Ker teoriji... govorijo, oprosti, ker sem te prekinil, ampak reče se, da inflacija zažira v tvojo nakupno, oziroma tvojo kupno moč, torej tvoj evro je danes manj sposoben kupiti manj, kot je bil včasih. Zakaj ni sposoben enako? Zato, ker grejo cene gor. Zdaj, zakaj grejo pa cene gor, je pa lahko en kup razlogov. Običajno je to kombinacija nekih razlogov. To, kar je povedal Luka, bolj dostopni krediti, se prelijejo v potrošnjo. Več potrošnje pomeni več povpraševanja, pomeni, da ponudniki rečejo, koliko jih je v vrstah stojijo, naredi se trg, in ker se naredi trg, povpraševanje, ponudba, po definiciji se podrži. Tako je. Potem so lahko čist, bi rekel, psihološki dejavniki. Eno je, da so ugodna pričakovanja. Gre nekdo na televizijo in reče, imamo ugodne makroekonomske napovedi za drugo leto. 3% gospodarska rast. Jutri gre nekdo kupiti nove hlače, nov bicikel, vplačati nov avto. Zakaj? Zato, ker bo dober. In to porine inflacijo navzgor. Drugo je pričakovanje, da bo inflacija. Inflacija se ne bo umirila. Dajmo danes kupiti, zato ker bo jutri dražji. In itd. Teh razlogov je veliko. In dejstvo pa je, da lahko centralni monetarni organ inflacijo povzroči tudi samo. Včasih so printali denar, danes je ta denar digitalen. Fizično ni več toliko denarja. Ker ne rabiš to papirje imeti v obtoku. Tako se ga pa namnoži digitalno. In recimo, ker to so v bistvu politične odločitve, ampak mi smo imeli recimo v času covida, in to je bilo pri nas, pa je bilo tudi drugje, ogromno teh nekih dodatkov, subvencij, ne vem kaj, ki so bile politični bombončki. Pa ne bi zdaj pač hodil v politiko, Okay. Ampak recimo, veš, zakaj so upokojenci dobivali dodatek med covidom? So že cene gor, ali kaj? Ne, niso šle. Takrat so šle cene celo dol. Zato, ker je nekdo rekel, dajmo še nima, ampak upokojenci niso hodili na kave, niso hodili v kino, niso hodili na kamer, kar upokojenci počnejo, so celo prišparali, pa še dodatek so dobili. Obstaja ocena, da so se pri nas, pa se pravim, tudi drugot je bilo tako, vsi te dodatki covidni, bolj kot ne, zdaj, v agregatu govorim, prelili v
avista vloge na bankah. Imamo jih 27 milijard. Ne? Kar pomeni, da so bili ti dodatki pravzaprav vrženi stran, v agregatu. Vse, kakšnemu je šlo res slabo, ne vem. Vse so bili tudi dobri ukrepi, ampak bilo je pa en kup nekega talanja popolnoma brez veze. Zdaj država, da je to naredila, ne? Te moramo govoriti Evropska unija, ker imamo enotno monetarno področje. Ok, zmetali smo toliko in toliko denarja, ne? Smo se za to tudi zadolžili. Kaj pa zdaj? Ne? Kaj? Poženemo inflacijo, ne? In ljudem nazaj vzamemo tisto, kar smo jim dali. Ne? In to centralna finančna oblast ima to možnost. Zdaj jaz ne trdim, da se je to zgodilo, ampak se je pa v svetovni zgodovini, politični zgodovini so se pa taki manevri dogajali. Ne? Ljudem vzameš po kolektivu 10% z inflacijo. Veš, kako je ta inflacija zanimiva? Recimo, če bi ti zdaj meni razlagal trigonometrijo, ne, bi bilo to zelo črno-belo, ne, tako to deluje. Ne. Ampak ko poslušam mesto inflaciji, meni to zveni kot vremenska napoved ali pa kot ena alkemija malo, na trenutke. Ja. Zakaj je to tako težko? Ne? In potem pa mi rečeš, potem se pa jaz kot navaden potrošnik počutim, čakaj malo, jaz sem zgubil zakaj skozi rečem kupno moč. Malo se mi morda ne zdi to fair, ne? Sej ni. Da sem zgubil kupno moč. Sej ni. Ampak to je pač tako, da na koncu, zdaj, če bi bila midva politika in populista, bi rekla, na koncu mali človek vse plača. Jaka, danes je bilo s tabo zelo lepo pogovarjati. Vmes nam je še celo diska zmanjkalo na računalniku, ker smo toliko razvijali debato. Tako da jaz bi se ti rad zahvalil in s tem tudi današnji podcast zaključil, ker vseeno so veliko povedali te uri pa pol, oziroma koliko je že tu več kot skoraj uro in pol je trajala. Vam bi se rad tudi zahvalil, če ste naj uspeli toliko poslušati. Meni so se te teme fantastične. Čisto en drug pogled, kot sem ga imel do zdaj. In to je tudi namen teh mojih pogovorov. No? Tako da zdaj veš, kaj sem se hotel pogovarjati. Ne? Ja, z veseljem. To, kar sem povedal, ni nujno vse znanje, nekaj je tudi mnenje. In da bom vesel, če bo kdo rekel, da tale pa govori neumnosti. Ne? Glejte, je 50 odtenkov sivine, no? Ni ene zgodbe. Ne? Ok, super. Glejte, spodaj, dajte se naročiti na naš kanal, spodaj pa komentirajte na najne nebuloze, pogovore, dobre misli, kar se vam je zdaj dobro, kar se vam je zdaj slabo, kaj mislite, da bi mogoče morali še obdelati ali pa kaj je tisto, česar nisem vprašal, pa bi moral. Jaz bi se pa Jaketu na tem mestu zahvalil in želim tebi in vsem vam lep dan. Hvala za vabilo.